Če ne bi prišlo do refundacije teh škod, ki so posledica reguliranih cen, pomeni to za lansko in letošnje leto vsega skupaj, če samo ocenim, okoli 500 milijonov evrov. To so tako velike številke, da se jih težko predstavljamo, ampak to bi direktno potem tudi vplivalo na zmanjšane seveda dividende, če ne celo brez dividend, kar bi pomenilo veliko škodo tudi za naše male delničarje. Z vsebino poročila uprave nadzornega sveta nismo zadovoljni. Nismo dobili vseh odgovorov, država škode ni povrnila in žalostno je, da jo moramo terjati po sodni poti. Država krši lastni zakon o kontroli cen. Ta zakon je neustaven, o vsem je potrebno obvestiti Evropsko komisijo in tudi pred njo sprožiti ustrezne postopke. Če v kratkem vlada resno situacije ne bo dojela, bo že januarja potrebno poslovanje poslovno prestrukturirati. Kot pooblaščenca in predstavnika Vseslovenskega združenja malih delničarjev sva zastopala 192 tisoč glasov. Vseslovensko združenje malih delničarjev je dalo na to skupščino nasprotni predlog po točko 2 in 4, vendar jih je predsedujoči uvrstil kot dopolnitev dnevnega reda in označil kot prepozno vložena. S tem nasprotnim predlogom smo želeli opozoriti delničarje na skupščini, da je sklic skupščine z namenom seznanitve in potrditve ugotovitvenih sklepov nesmiseln in da bi morali kot delničarji naložiti upravi določene naloge. To je pa izterjavo obveznosti iz naslova refundacije na podlagi uredbe, ki regulira cene nafte in naftnih derivatov ter drugih energentov. Mi smo sredi energetske krize in v bistvu brez tega, da imamo poslovanje ustrezno, ne bo nobenega razvoja in nobenih investicij. In to pomeni tudi, da kriza sama po sebi ne bo izvenela, ker niso posledice visokih cen elektrike in zemeljskega plina zgolj in samo vojna v Ukrajini, ampak tudi dejstva, da trg, se pravi ponudba in povpraševanje, ni uravnotežen. Uravnotežen pa ni zato, ker že zadnjih 15 let energetske družbe enostavno niso investirale dovolj, ker pri ceni 40 evrov nobena ekonomika ni bila pozitivna. Skupščina je potekala v smeri, da je uprava in nadzorni svet poročala o svojem delu in rezultatih dela, ki pa se izkazuje v tem, da ti rezultati iz naslova oziroma zahtevki iz naslova refundacije ne bodo umeščeni v izkaz poslovnega izida, kar pomeni, da bo družba Petrol poslovala s slabšim rezultatom ali celo izgubo in da delničarji ne bojo upravičeni do dividend. Ampak jaz razumem, da je v takih primerih, ko si nekdo dovoli mimo zakona, se pravi, brez da bi oblikoval svoj lastni svet, ki ga nalagamo zakon, da si dovoli tako, bom rekel, enoznačno poseči v ceno energentov, brez vsega izračuna. Jaz si upam trditi, da ni noben nič računal, mislim, da morajo povrniti. Solastniki opažamo permanentno padanje borzne cene delnice Petrola, kar je močno zaskrbljujoče. To ima negativne posledice na bonitete pravnih oseb in na zastavne pravice. Zdaj mi smo se res trudili celo leto najti nek, če rečem, dogovor po mirni poti, ker jaz verjamem v to, da predno se uporabijo neka pravna sredstva, je treba narediti napor in iskati mirno rešitev. Zdaj statistika v Sloveniji, približno 10% zahtevkov je rešenih v tej fazi pred državnim odvetništvom. Jaz si res srčno želim, da Petrol bo ena od teh družb, ki bo našla ustrezno rešitev. Nenavaden je odziv države, da skuša breme regulacije cen, ki so v prid vsem državljanom, prevaliti samo na delničarje delniške družbe Petrol. V družbi Petrol, delniški družbi, je kar 21 tisoč malih delničarjev, ki ne morejo izkazovati svoje pravice skozi naslov participacije na članstvu nadzornih svetov, kar je nedopustno in upamo, da bo v bodoče to drugače. V tem smislu pozivamo vse delničarje, da se organizirajo
in da se odzovejo na zbiranje pooblastil oziroma da se včlanijo v Vseslovensko druženje malih delničarjev.